Možgani delujejo tudi ponoči, ko spimo in sanjamo. Ali sanjam enako kot moj prijatelj, ki je slaboviden? Kako pa sanja moja znanka, ki ne sliši? In zakaj sploh sanjamo? Sanjam, ki se nam kot film ali zgodba odvrtijo v različnih podobah, idejah, uvidih, občutenjih, zaznavah. Različni raziskovalci sanj, od filozofov, psihologov, teologov, naturopatov do staroselskih ljudstev, od nekdaj pripisujejo različen pomen. Beremo lahko, da so sanje popolnoma nepomembne ali celo odraz bolezni, ali da vsake sanje s svojo simboliko nekaj sporočajo. Do tega, da nam stvarstvo v sanjah pošilja natančne napotke, kako rešiti neko težavo, v kateri se v življenju znajdemo. Poglejmo nekaj različnih pojmovanj sanj. Staroselska ljudstva, ki še živijo tesno povezana z naravo in s sabo, so prepričana, da je vsakdanja razlaga sanj nujna za kakovostno življenje posameznika. Menijo, da sanj ne smemo prezreti, saj imajo za nas lahko pomembno sporočilo. Stari Egipčani, Grki in Rimljani so verjeli, da nam v sanjah preroško govorijo bogovi ali duše umrlih. Zato so sanjam pripisovali velik pomen. Tudi Hipokratovi zdravniki so čutili velik pomen sanj, saj so si z njihovimi razlagami pomagali pri zdravljenju bolnikov. Nasprotno pa Aristotel sanjam ni pripisoval večjega pomena. Zanj so bile le nesrečen proizvod domišljije, ki se pojavi, ko spimo. V krščanskem srednjem veku so celo verjeli, da so sanje nekaj slabega in povezanega s skušnjavami, ki nam jih ponuja hudič. Psihologa Freud in Jung, ki sta se do potankosti poglobila v razlago sanj, menita, da so sanje povezane s podzavestjo. Izražale naj bi naše želje, strahove, skrbi, ki smo jih potlačili. Opozarjale naj bi nas tudi na naše še neizkoriščene ustvarjalne, značajske in osebnostne lastnosti, ki čakajo, da se izrazijo, da bomo lahko postali celoviti, srečni oziroma zadovoljni ljudje. Za terapevta kitajske tradicionalne medicine so sanje že več tisočletij pomembna pomoč pri zdravljenju pacientov. Nemalokrat pa je slišati tudi, da je ta ali oni znanstvenik ali raziskovalec v sanjah doživel uvid, ki mu je pomagal razrešiti neko težavo. Zato pomen takšnih sanj ni majhen, zlasti če imamo od njih lahko koristi vsi. Zanimalo nas je tudi, kako sanjajo gluhi. Več sodobnih raziskav potrjuje, da gluhi večinoma sanjajo v znakovnem jeziku. O tem smo se pogovarjali z Matejo Časar, diplomirano medicinsko sestro in drugimi sogovorniki. Gluha sem od rojstva. Ja, nekaterih sanj se spomnim od otroštva. Danes zjutraj, ko sem se zbudila, sem se malo oziroma določenih dogodkov spomnila, kasneje pa pozabila. Spomnim se, da je bilo čudno, bolje rečeno, da je bilo vse obratno, kot živimo dejansko. Sanjala sem, da so se s kolegico vozili po ozki cesti ob morju. Cesta je bila bolj primerna za enosmerna kolesa, vendar smo se vozili z avtom. Bili smo zelo nasmejani in smo uživali ob pogledu na morje. Ko sanjam, vse sanjam v znakovnem jeziku. In kako sanjajo slepi? Ljudje, ki se rodijo z vidom, a ga kasneje izgubijo, naj bi sanje doživljali v slikah.
Ljudje, ki se že rodijo slepi, naj v sanjah ne bi videli nobenih slik. Njihove sanje so dejansko samo občutki. Sem slabovidna oseba, skoraj da nič ne vidim. Ne uporabljam nobenih pripomočkov za slabovidne. Moja žena je tista, ki mi stoji ob strani in mi pomaga ves čas. Njej gre vsa zahvala. Zdravniki so mi rekli, da sem slepoto podedoval genetsko. Pred oslepitvijo sem videl kot sokol. Tako vsaj pri nas v mojem rojstnem mestu Zenici pravijo, da sem imel sokolje oko. Ko nisem imel poškodovanega vida, sem sanjal normalno v slikah in zvoku. Tudi danes sanjam v slikah in zvoku, vendar zelo čustveno, neopisljivo močno, zelo doživeto. Poglejmo, kaj pravijo naši drugi sogovorniki. Ko razmišljam v besedi in kretnji. Gluha sem od 11. leta. Še vedno odlično poznam tisto obdobje, ko sem slišala. Razmišljam v besedah, ker imam zelo rada besede, rada berem, se vživim. Tako da vse, kar dobim, preberem, ker sem najprej znala besede. Od majhnega sem bila v slišečem svetu. Večkrat sem bila v dilemi, v kateri svet spadam. Družila sem se s slišečimi, potem sem popolnoma oglušela, a šele proti koncu sem šla med gluhe. Nisem pa še sanjala o kretnji. Sanjam različno. Velikokrat, ko se zbudim, se spominjam sanj. Včasih v sanjah sem skupaj z gluhimi in se pogovarjamo v znakovnem jeziku. Včasih pa sploh ne vem, ali so bili slišeči, ali smo samo govorili ali kretali, sploh ne vem, kaj je bilo. Veliko ljudi si sanje redno zapisuje in prisega, da s pomočjo uvidov iz sanj rešijo marsikatero življenjsko vprašanje. Ste si svoje sanje že kdaj zapisali? Če jih še niste, le dajte, kajti lahko vam dajo odgovor na pomembno vprašanje ali rešitev.